Dober večer želim. Predzadnji odstavek v knjigi v njem piše takole. Res, če mance ne bi imeli, bi si jo morali izmisliti. Ker pa smo jo imeli, lahko ugotovimo le to, da je bila veliko boljša od tiste, ki bi si jo lahko izmislili. In ta manca bi zdaj rekla, pober tele liste, pa ne kompliciraj naprej. In ta manca je sebe, ja, seveda je bila tudi moja učiteljica, ne, od, se veste, marsikoga in tudi moja, za kar sem zelo hvaležna. No, ampak ta manca je zase rekla, da je pobezlana glista, to napiše v tej knjigi. Vemo, da je bila igralka, manekenka, profesorica, političarka, televizijska voditeljica, pisateljica, ambasadorka radostnega staranja, prostovoljka, spodbujevalka branja in širjenja bralnega virusa. To je ena linija njenega življenja, hkrati pa seveda tudi babi, mati, hči, sestra, ljubimka, prijateljica, izjemna učiteljica in tudi izjemna sogovornica, kar se pa zelo občuti. Mi štirje pa še nekdo ima že ta privilegij, da smo to knjigo že prebrali, zato lahko rečem, da je tudi v tej knjigi Manca izjemna sogovornica. Naslov ima Manj je mene, bolj sem jaz. Zelo v Mančinem stilu, a ne Žiga? Ta naslov čeravno iz leta 2001, če se ne motim. Podatka točnega zdaj se ne spomnim. Dober večer. Hvala, da ste prišli. Res vas je veliki. Danes sem tako zelo ponižen in imam kar tremo, moram priznati. Nimam je pogosto, danes jo pa imam. No. Še 2 minuti, pa ne boš več. Dobre. Naslov sem našel v eseju, ki ga je napisala za Novo revijo. Ne vem točno z katerega leta, ampak ko sem ga videl, sem rekel, to je naslov knjige. To je to. Ne? Tako kot ko sem videl to fotografijo, ki so jo med brskanjem po Mančinih policah v stanovanju našla in je bila takrat še edina, ker potem smo ogromno škatelj fotografij našli šele v kleti nekaj tednov ali pa mogoče celo mesecev pozneje. Ampak takrat je bila edina in sem rekel, pa je to možno, da je to samo ena slika, da ima Manca samo eno svojo sliko nekaj. Pa smo jih najdli tako 4-mestno število, po mojem. No, tako da, ampak se mi je takoj se mi je vtisnilo in sem rekel, to bi moralo biti pa nov Vitko. No. In zdaj imamo tako Vitek, da je to dvoje skupaj. Ja, Manj je mene, bolj sem jaz in ta jaz je z veliko napisan bil že v eseju. Se pravi, in to se mi je zdelo vsaj 3 do 4 pomene, jaz potem sem tukaj videl in se mi je zdelo, da je to res pravi naslov, ker naslovi morajo biti malo poetični, morajo imeti tako, da ima več interpretacij možnih, da lahko pomisliš, aha, to je mogoče nekaj tega presežnega, nekaj božjega, ali pa konec koncev tudi skupnostnega. Ne? Manj je mene, bolj sem jaz, ker takrat potem sem bolj doprinesen k skupnosti, recimo. Mislim, različne interpretacije so možne tega naslova, saj jaz sem jih tako videl, zaradi tega se mi je to vtisnilo. No, Manca je seveda vedno učila, da je treba svoje goste predstaviti. Vem, da jih poznate, pa vendarle Žiga Valetič je pisatelj, grafični oblikovalec, ki ima, mislim, da izpod rok si že spustil kakih 1000 knjig, uštevši z Mančinimi srčnicami in tako naprej, o tem bomo še govorili. Scenarist, prevedel si kar nekaj knjig mistične poezije, tu je spet en tak lep most z Manco, kjer sta se zelo lepo našla in je marsikaj zapovedati, ne? Sicer pa boste videli tudi krasen sogovornik. Ker tisti, ki poznate Manco, vem, da poznate tudi njeno hči, doktorico Tino Košir, filozofinjo, učiteljico joge, poznavalko indijske filozofije, tvoj program celostne joge in meditacije, pot navznoter, mislim, da je že prav ponarodel. In potem se to tako zgodi, ko Tina objavi na Facebooku, da je išla Mančina knjiga, ne, založba lahko tudi pregori, če nima dovolj sredstev oziroma kadra. In seveda magistra Ladeja Godina Košir, mednarodna strokovnjakinja za krožno gospodarstvo. Ladeja, o tebi bi lahko tudi kar nekaj povedala. Sicer pa prejemnica številnih domačih in mednarodnih nagrad. Najbolj me je všeč ta, da si leta 2020 postala nosilka naziva Evropska ženska prihodnosti. Povej mi, kaj je Manca rekla ob tem, si mislim, da je bila tako do neba ponosna?
Najprej lep pozdrav tudi z moje strani. Vsem bom začela drugje, tako po manjšino. Ne bom čisto bogla. Se ne boš dovolila čisto voditi. Ne, čist ne. Recimo, to je nekaj, ne, ker smo se naučili od Mance, da si vzamemo to svobodo, ne na škodo drugih. Ne, ampak, tako da bom najprej anekdotično rekla, ko sem šla od doma na ta dogodek, je moja najmlajša hči rekla, ki je bila na kar nekaj, ne samo manjših, ampak drugih dogodkih, ne, je rekla, ma kaj, vas bo 6 ali koliko, ne, ker v zadnjem času v Ljubljani zelo pada število, ne, gostov na različnih tovrstnih dogodkih. Tako da hvala vsem, ki ste prišli in čestitke za tako lep dogodek, to najprej. V Novem mestu ni nikoli samo 6 ljudi, je tako? Bravo za Novo mesto. Tako. Ja, zdaj pa k temu odnosu našemu in veselju Mance nad tem, kdo in kaj sva. Midve predvsem mislim, da je Manca, tako kar je Žiga odlično v tej knjigi nekako utkal, ne, v samo strukturo tega Mančine vrednote. In s tem se tudi začenja in zaokrožuje. In skozi te vrednote sva midve tudi rasli in tukaj je bilo tako moje doživljanje tega, da ja, to imamo skupno in to je ena osnova, ki je nekako samoumevna, a ne. Od tukaj naprej pa neko veselje nad drugim, a ne, nad tem, kaj se zgodi, kaj se uresniči, hkrati pa tudi ena manjšina taka, ne, ko smo rekli, bomo zelo osebni, a ne, ja, sej to sem pa jaz tudi že naredila, ali pa sej to sem pa jaz tudi že študirala, sej to sem pa jaz že tudi napisala, ne. Tako da smo imeli luštne kdaj tudi take dinamične, a ne, izzive okrog tega, ja, smo veseli za eno ali drugo, ampak, a ne, je pa mati prednica že prehodila določeno pot, no, tako da, ja. In se mi zdi lepo, a ne, da je ona nekaj prehodila, kar midve vsaka tudi na svoj način nadgrajujeva in se ta krog gre v eno spiralo, a ne, se ne ponavlja, ampak se mi zdi, da tako z vsako generacijo, zdaj tudi gledam svoje otroke, a ne, grejo stvari v tej smeri naprej, ampak utemeljene pa na nečem zelo skupnem. No, v tem procesu sta Koširjevi dobili bratca. Tina pravi, da so me vsi Koširji skozi proces urejanja Mančine zapuščine in sestavljanja knjige posvojili za brata in tako sem se tudi počutil, sprejetega. Tina, in preden tega vašega posvojenca vprašam, kako je pravzaprav ugnal teh 2000 datotek in še več, me zanima tvoja pot, ne? Včeraj si v petek si prijela knjigo v roke, ne? In del procesa si vsi trije ste bili, ne? Ampak vidva sta se pa prav dobivala in našla fotografijo in vse ostalo. To je tisti prvi občutek, ko si knjigo, ne? Drugače, ko jo držiš, ne? Ja, mislim, res noro. Žiga me je klical, da je knjiga glih ravno iz tiskarne. In sem se potem takoj ujela v Tivoliju in je bilo tako, a kar tukaj je, ne? Je res neverjeten občutek in tako zajetno delo človek začuti kar strahospoštovanje ob tem. Tako da rekla bi ne, še več kot 2000 datotek. V bistvu je najin posvojeni brat je edini živeči človek, ki je prebral vse, kar je Manca kadarkoli napisala. To boš ti več povedal o... Ja. Poklon, Žiga. Razen, če še nekaj skritega, kje, ja? Kakšnih dvojno dno, ki je v stanovanju. Ne, mogoče, ker smo tudi vse njene dnevnike in to našli, iz tega sicer nismo, ni ta material uporabljen, ne? Ampak no, je tudi človek, zaradi katerega jaz še nisem izgorela, ker je bilo s to dediščino res tako ogromno vsega sortiranja in tako. In smo družina res neizmerno hvaležni, da je Žiga tako srčno priskočil na pomoč s tem in s toliko entuziazma, da si bil pripravljen priti pogledati, kaj to vse je in da smo potem našli tudi inštitucije, ki so zdaj prevzele različne, kar je bilo tudi celo detektivsko raziskovalno delo, kam kaj dati, tako da je bilo res izjemno intenzivno, tako da hočemo reči, da si je s trdim delom prislužil ta status. Kako je potekalo, ne? V enem prelomnem klicu Mančinem si postal njen zemeljski agent za takrat, ko bo ona že tam.
agent za tisto, ne se ti je rekla, da rabi zemeljskega agenta ali kako že nekako v tem smislu nekako, ki bo poskrbel za to, kar zapušča za sabo. In potem se je proces začel in zdaj imamo tukaj 500 plus strani knjigo. Vem, da bi lahko govoril o tem cel večer, ampak malo krajši. Moram biti kratek. Začela sva, jaz sem jo vozil po Sloveniji na dogodke, ker sem založil 2 njeni pesniški zbirki kot založnik in urednik. In sva šla mogoče 20krat po Sloveniji na kakšne dogodke in sva se veliko pogovarjala. In mislim, da 2 do 3krat mi je tako omenila, da jaz bi pa rabila enega menedžerja. Pa je bila še kar pri močeh, sam jaz nisem niti Slovenija menedžer, vem, da ima Desa Muk menedžerja, potem se pa že skoraj konča s tem v Sloveniji. Pa še to je njen mož, če se ne motim, ne? Ja, no, ne vem, ali je bil že prej, ampak ne vem detajlov, ne spremljam toliko, no, ampak ja, in niti nisem vedel, ampak potem pa enkrat me je poklicala, takrat, ko je predsednik Borut Pahor podarjal Jabolka navdiha, ne, in rekla, če grem z njo, da bi jo tja peljal. Sem rekel, ja, prav, ne, in sem spustil vse stvari in sem si vzel, ne vem, torek, sreda dopoldne in sva šla, ne. In tam je potem neka manjša skupina ljudi nas bila, tudi njena urednica, dolgoletna pri Mladinski knjigi, njena študentka Nela Malečkar, izjemna urednica. In nekaj nas je bilo in smo rekli, nekako je bilo v zraku, enega dne bo pa Žiga to naredil. Ampak jaz nisem imel pojma, kaj bi to sploh pomenilo, ne. Jaz sem sam rekel, da imam trenutno ogromno dela, čez 1-2 leti bi mogoče to prišlo v poštev. Seveda pa nisem niti poznal njenih mladostnih poti, jaz nisem vedel nič, neke stvari sem vedel, ampak bolj to, kar je bilo v zadnjih 20 letih. In sem ugotovil, da sem tako kot večina ljudi vedel mogoče za 20 do 30% njenih angažmajev in njene zgodovine. Mislim, da sta tudi hčerki še kaj novega prebrali. Večina ljudi, ki pa niso jo poznali zelo intimno in od blizu, pa ve mogoče 20% stvari. Jaz mislim, da bo ta knjiga pokazala, zdaj bom eno smešno stvar rekel, ampak naj mi oprostita gospod Janša in gospod Kučan, ampak po mojem mnenju je prva oseba slovenske tranzicije Manca Košir. Zato, ker kaj je ona vse počela in kaj je ona naredila, ta ženska duša, ki pronikne v družbo bistveno globlje kot ta neka ideološka pristranskost teh onih tretjih. To je neverjetno, na koliko področjih je bila ona aktivna, kaj vse, kje je bila pionirka in je tudi izkoristila priložnost, da je bila pionirka. Ona je videla prazen prostor in je rekla, tukaj rabimo to manjka v tej skupnosti. In je to počela kar na več področjih. Mislim, da že od mladosti naprej je to počela in ta biografija bo to pokazala. Bo pokazala to dolgo pot, ne toliko Mance, tudi, ampak Slovenije. To je bistveno širša zgodba, to ni samo ona. Zato sem tudi prej rekel, da ta naslov me tudi na to skupnostno pot spominja. Ker je tukaj res 75 let in od konca druge svetovne vojne pa do tega konca tranzicije, če smo zdaj mogoče politično aktualni. Ampak zdaj sem popolnoma zašel, jaz res lahko govorim nepovezano več kot 1 uro, ampak... Daj se vrni v tisto povezano z vprašanjem, kako sta... Srečevala sta se s Tino in ti si potem verjetno šel domov in na kakšen način, ne, to je... Spremno besedo, mislim, da si dal naslov ponižnost, odgovornost in hvaležnost. Ja, jaz sem tako čutil in tako čutim še ta trenutek. Kaj najbolj od tega ta trenutek? Pa vse. Vse. No, ampak Manca me je poklicala, tako kot si rekla, Manca me je poklicala, mislim, da približno 2-3 tedne preden je odšla, vedela, da odhaja in je rekla, če bi jaz pripravil to knjigo. Sem rekel, da sicer ne vem, če kaj ne bom vedel, kaj bom pol, pa je rekla, vprašaj Tino pa Ladejo, ne. Ampak v resnici se je potem izkazalo, to je bilo pa pol leta zatem šele,
mislim, da sva šele septembra nekje s Tino začela urejati stvari v stanovanju in potem tudi v računalniku. In se je pokazalo, da je v računalniku, da je vestno hranila vse, kar je kdaj napisala. Manca je bila resna pisateljica. Ona je pisala vsak dan in ona je pisala dobro. In bila je ne samo ustno artikulirana, tudi pisno je bila izjemno artikulirana. Imela je pa rahel manj vrednostni kompleks, tudi pri pesnikovanju, namreč ona je govorila tako, ona je pisala tako, kot je govorila tudi v živo. In to mi je tudi razlagala. Je rekla, veš, Žiga, mi moramo pisati tako, kot govorimo. Zato v tej knjigi ni prav veliko besede toda, ker toda nikoli ni rekla, verjeten. Mogoče v kakšnem akademskem nagovoru nekje, kakšni skupini, ker je znala po celi vertikali s komarkoli komunicirati. Ampak kot oseba ni vendarle toda, to niso besede. Ona je rekla ampak. In v bistvu njen jezik je rahlo specifičen, je zelo oseben, je zelo človeški, je zelo dostopen. Živ. In če bi ona pisala literaturo, bom rekel fikcijo, roman ali pa kaj takega, bi morala uporabljati besede, ki jih ni nikoli govorila in to ni bilo njeno. Čeprav je razmišljala o tem, ne? Da bi napisala leposlovno Je delo. imela v enem trenutku že neko zamisel dodelano, pa ni imela potem časa, ampak tako se je zgodilo. Zato je nekako moj občutek danes, pa to res ni pretiravanje. Ona je to knjigo zavestno pisala več kot 50 let, pisala je pa skozi sogovornice, skozi sogovornike, skozi ljudi, s katerimi se je dopisovala, skozi bralke in bralce njenih kolumen, reflektirala je svoje življenje in tudi nekje napiše, da so jo že te pa oni uredniki pa založbe nagovarjali za avtobiografijo, pa je rekla, pa saj sem že vse povedala. Ampak to, da je povedala, je bilo še več, to je bilo tudi vse napisano. To sem potem jaz ugotovil. In ko sem to videl, je bil kar mal šok, ker sem ugotovil, da niti ni imela zavor pri tem, kaj bo tematizirala. Pisala je o vsem. O vseh stvarih svojega življenja. Eno prvih poglavij je njeni moški. To bo verjetno si najprej to šli brati. Mislim, ni bilo, da bi ona kaj skrivala, no. Mislim, siguren je tudi zgodba, ki si jo vsak človek pripoveduje o sebi, ima nek zorni kot, ne poveš vsega. Nemogoče. V tem smislu je to res klasična avtobiografija. Jaz mislim, da je to zelo zavestno pisala, ker tudi njeni zapisi, ko sem prebral vseh teh 2000 datotek ali pa vse njene knjige in tako naprej, tudi če je v kakšni temi pisala, govorila ali pa napisala večkrat, je zmer malo zasukala, kaj dodala, kot da bi vedela, to sem že tam rekla, zdaj bom šla pa še malo naprej. In tudi to je bilo vse zapisano. Ona je v teh pismih, to je ona premislila, artikulirala pisno. Ona je bila pisateljica, ampak to je skrivala. Tako kot je skrivala, da je pesnica in je potem šele pri pesniških zbirkah, ona je rekla, to so srčnice in je govorila, to niso pesmi, to niso pesmi. Dokler ni Dušan Šarotar, pesnik, rekel, Manca, ti si pesnica. Z velikim P. Z velikim P. In jaz danes enako lahko rečem, Manca je bila pisateljica. Z velikim P. Ne samo, da je napisala nekih 15-20 knjig, ampak res si lahko rečemo pisateljica. 22, to je resno delo, to je za moje pojme eno zelo resno delo. To ni samo neka kompilacija, to je njeno delo. No, pa ker si mi že spodbudil o njenih moških, ne? Kot bi bilo včeraj, sleherna celica ima spomin na ljubezen z moškim, ki mi je podaril prvo dete. Vsaka celica ima spomin na ognjemet z moškim, ki mi je daroval drugo. Nikoli ju ne bom pozabila, nikoli. Ko bom legla pod svoje veke poslednjič, vedoč, da se v tem življenju ne bodo več odprle moje veke, bodo ure ljubljenja z obema očetoma tisto, kar bom nesla čez. Vzela seboj od tu tja, zato sem jima neizmerno hvaležna, ker sta se ljubila z menoj tako, kot se bogovi ljubijo s svojimi boginjami, božansko. Oba otroka nista plod brezglavega seksa na 1, 2, 3. Moja otroka sta dokaz božanske ljubezni, ki ne mine nikdar.
No, ampak to še ni ta najbolj. Ne? Tina in Ladeja. Prej je Žiga omenil, ne, da sta mogoče tudi vidve kaj prebrali prvič. Ladeja, kaj si prebrala prvič? A je kakšna stvar? Ti si 15 let pravzaprav bila sama najprej, preden je Tina prišla sama z Manco. 14, ja. 14, tako. Preden je prišla potem Tina in seveda je Manca tudi takrat že živela zelo močno medijsko življenje. Skratka, ne, bila je, pa ji ni bilo. Ne. Ampak verjetno sta se vseeno veliko pogovarjali. Tudi veliko, kot je Žiga rekel, tudi javno povedala. Ne. Več ali manj ste verjetno zvedeli tudi tako, če že ne doma. Ampak kaj je pa tisto, kar te je pa recimo presenetilo po vseh teh letih vajnega, ne vem, pač tega sožitja in soživljenja, sobivanja? Zdaj najprej bi vsem tole, kar je Žiga na en način skromno povedal, ne? Ker to, kar je Žiga naredil, jaz sem nekaj, kar sem to videla, to je unikum. Jaz nisem prebrala vseh knjig tega sveta, ampak tak format v smislu enega žanra, ne vem, kaj bi Manca rekla, kam bi to uvrstila, a ne? Ker to je res prebrano, izbrano, hkrati pa s tako subtilnostjo utkano, ne, da je res izjemno. No, tako da še enkrat res Žiga neverjetno tole, kaj si naredil. In kot si rekel, Manca, pisateljica, ona je bila res zapisovalka časa. Njo je vsakdanje življenje in vsakdanje dogajanje tako zanimalo, da si ni mogla pomagati, da ne bi pisala. In zato je tudi od kolumn do nečes, ne vem, ni bilo, kje se ona ne bi izrazila tudi pisno. Tako da recimo to je bil del, mislim, da sva obe s Tino, Tina še mogoče bolj, ker takrat je bila še bolj artikulirana, ampak jaz sem bila pa že v tem njenem novinarskem času, otrok, ko je bila mogoče še bolj eksplozivna. Ona je bila posod, je bilo dosti in časi so bili še dosti konvencionalni, tako da recimo moj spomin seveda v otroštvu je bolj na to, kot kaj je izrekala in pisala, kako se je obnašala, kako se je oblekla in jaz sem bila tak konzervativen otrok in se nekaj, ne bom šla s tabo ven, če greš v tem plašču, ker so se vsi ustavljali, kako ima dober plašč. Tako da recimo to je nek spomin. Zdaj jaz knjige v celoti še nisem sploh prebrala, ker je to nekaj, kar se mi zdi, da je tako kot eno svetopismo, da lahko se skozi vračaš. Ampak sem šla skozi njo in bolj gre, jaz tako gledam, kako jaz doživljam neke stvari, ki sem jih že prebrala, zdaj z vsemi izkušnjami, ki jih imam ali pa z vsem življenjem, ki je od takrat preteklo, ko je bilo to zapisano. To se mi zdi zame osebno branje tega ena taka autorefleksija, da rečem, takrat sem to tako razumela, kako pa zdaj to razumem. Tako da mislim, da je to res edinstveno, kako lahko kot hči bereš stvari, ker nam je šlo kdaj tudi, danes govorim tudi o tem, ker smo z Manco se vedno pogovarjali, tudi kaj nam gre na živce. In kdaj, tako je Žiga rekel, ona je 10-krat nekaj povedala, ali pa 100-krat. Kdaj smo odprli spet neko revijo in spet je bila manekenka, to smo že 100-krat slišali. Tako da tle se mi zdi res ta privilegij zdaj tega, nekaj tako zbrano in prebrano, kako pa zdaj na to pogledamo. Ni bil pa nek tak aha moment v smislu, da bi našla neko snov. Bilo je pa res v vsem tem gradivu, kar je bilo, in tle ste predvsem Tina in Žiga res šla skozi vse to. Jaz sem alergijo dobila, sem oglušela tako od prahu, od tega papirja vsega. Kaj vse je pa še zapisala, pa ni objavila. Teh intimnih stvari je bilo pa tudi ogromno. In jaz recimo osebno enih sploh nisem želela brati, ker to so bile škatle od njenega 18. leta. To, kaj je Žiga rekel. To je neverjetno, ona se je od svojega 18. leta spravljala zapise. Jaz ne vem, to si res gradiš, ali celo od 16. Žiga. Ja, iz osnovne šole. Tako, hočem reči, da tam so bile tudi stvari, ki jih jaz nisem želela odpirati, zato ker pravim, jaz imam eno svojo zgodbo v življenju, ona ima svojo, Tina ima svojo, vsak ima svojo in naj tako ostane. Tle enih stvari si pa nisem hotela recimo razbijati ali pa raziskovati. Upam, da ti tole zdaj ne bo razbila, ampak moram prebrati. Vem, Ladeji sem naložila veliko vlog, ki bi jih morali opravljati drugi, partner, njen oče, šoferski inštruktor. Nisem ji bila prava mama, ampak prijateljica in ona moja najboljša prijateljica. Kako narobe, kako zelo narobe. Ampak takrat drugače nisem zmogla, ne znala, ne vedela, ne razumela. Deklica premlada za zakon in materinstvo, ne zrela, ne dorasla. Nimam občutka krivde, ker vem, da sem pač dala vse od sebe, kar sem zmogla, a se presneto dobro zavedam, kaj vse sem naredila narobe. In zagotovo, kaj še bom.
A bolj kot sem cela jaz, bolj ko sebe poznam, bolj razumem druge in bolj vem, kako naj z njimi ravnam. Imam pa še veliko možnosti za napredek, čisto njena. Tina, podobno vprašanje zate. Ne, ko si čitala vse te zapise, seveda 15 let, 14 let kasneje, ko je Manca, čuti se, da je bila to vendarle njena kar velika bolečina, da te je kot dojenčico morala zapustiti, iti dokončati doktorat v Nemčijo, ker sicer ne bi pač obdržala službe in tako se vse pove, vse zapiše. No, ampak je bil pri tebi pa kakšen aha moment ali mogoče, ko beremo spominjanje nekoga drugega, se kakšen spomin vznikne, za katerega sploh nismo vedeli, da ga imamo, ne? Tako najbolj osebno mi je bilo zelo zanimivo prebrati, na kak način je ona naju doživljala. To se mi je zdelo, tudi ti si to tako zanimivo ven izbral, a ne? Ampak mogoče obratno, kot bi se mi zdelo samoumevno, a ne? V bistvu piše, kako je Ladeja kot dojenček in kot otrok bila zelo plaha in tiha in nežna deklica in jo je bilo treba spodbujati in zaščititi pred svetom in bi ti še kaj dodal v tem stilu, ne? Medtem ko ta zupankla se je pa že rodila 100 na uro in se je že v trebuhu odločila, da bo mamo mučila in je bila že od nekdaj na ego tripu in sem porabila preostanek življenja, da sem imela grbico. Nekje prav reče, ne, da Ladejna ramenca je bilo treba po koncu postaviti, medtem ko to zupanklo je bilo treba pa mal spraviti k sebi, ne. No, to je kar veliko vložila. Midve smo imeli zelo oboje stransko kompleksen odnos. Tako da, ja, no, to mi je bilo mogoče ena taka stvar, sem rekla, zanimivo, ja. Seveda je moj vzgojiteljski vzorec, ki sem ga pri Ladeji kar lepo usvojila, razpadel kot hiša iz kart. Gor sem morala obrniti na dol, namesto suvanja pod rebra in dvigovanja povešene glavice sem se začela učiti trepljanja po glavi, da ta ne bi tako strmo gledala navzgor in bi se bradica malce umehčala. Tina je upodobitev otroka, ki terja intenziven odnos in od mene pričakuje vse kaj drugega kot klasično podobo matere. Naporno. In prav zato osrečujoče. Če bi bilo najino ali pa katerokoli drugo razmerje zgolj užitek, bi se življenje usulo med prsti kot puščavski pesek. Tako se mi zdi. No, kar veliko, ne, jaz moram reči, da me je tu kar presenetila, ne, da kar veliko upoveduje te vaše družinske odnose. Tudi z mamo Lušo, ki je mimogrede spet povezana z Novim mestom, pa če gremo zdaj, se veš, da moram. Ja. Ne, ker je dobila Luša tukaj službo, ne, učiteljice in mimogrede v Novem mestu je bila Manca, mislim, da na zadnjem gostovanju izven Ljubljane pred svojim odhodom in prva predstavitev je zdaj njene knjige v Novem mestu, ne. Mislim, in jaz sem bila prvič po njeni smrti na tem tvojem večeru v Novem mestu in njen oče je iz Novega mesta, ne, se to pa ne vem, to smo že povedali. Nismo, ampak ja, no, božji dar, ne. No, tako da ja, je tudi neka povezanost, ne, zanimivo. No, Žiga, verjetno te je kar marsikaj si rekel, ne, da te je presenetilo, ko si prebral. Iz katerega obdobja njenega življenja pa najbolj? Iz tega prvega, ko je bila igralka, manekenka, pa smo o tem veliko slišali, pa ne vem, če veste, da sta jo Tito in Jovanka povabila, ne, in tako naprej, in da jo je zmehčala tako in drugače, kar absolutno verjamem. In kar nekaj takih, ne vem, po Argentini, pa objave v svetovnih časopisih in imela zelo specifično lepoto, ne, in tako naprej. Kaj je tebe, Žiga, pa recimo res, bom rekla, kar tako po pogovorno sezulo v njenem delovanju, ne? Med drugim seveda snovanje STA-ja, pa otroški parlament, pa eko-vrtovi v šolah, pa mislim, tega je ogromno, ampak kaj je tisto, kar je tebe, če zdaj greva ven iz te intimne linije njenega pripovedovanja, ker liniji sta vse čas dve, ne? To se pravi duh
popis nekega časa in pa hkrati popis teh družinskih občutenj, odnosov, razmerij. Kaj je bilo tisto, kar je, ne vem, ko si bral, pa si rekel, wow, več verjamem. Veliko je bilo tega, zares, ja. Zdaj sploh ta prva obdobja otroštva, mladost, najstniška leta, to me je vse presenetilo, ker nisem poznal tako dobro, seveda sploh kako velik uspeh je film Breza bil, ko je bil. Ogledal sem si ga šele pred nekaj meseci v kinoteki in je Mojstrovina, to je res izjemen film. Boleč, ni lahek film, ampak je izjemen film. In da je mesece in mesece, ali pa celo mislim, da leto ali dve, režiser Babaja, mislim, da se piše, hrvaški režiser, iskal 7 let. 7 let, no, evo, to sem že vse pozabim, ne. In potem je našel Manco, to je bilo tako, to so bile izjemne stvari, do tega, da je hodila po celem svetu, potem zaradi tega filma, in da so jo italijanski mediji so pisali, da je ona nova Greta Garbo, dejansko Tito jo je na Briona odpeljal in cel dan je tam preživela z njim in z Jovanko in tako naprej. To je skoraj dotik Božje roke bil v tistem času, ne. Ampak je ohranila tudi distanco do teh nekih, do njega kot političarja. Zelo zanimivo, tudi dobro pripoveduje o vsem tem. Te stvari so me sigurno presenetile. Ampak presenečenje je bilo, tukaj se presenečenja ne končajo do konca. Do tega, da je recimo zgodb iz hospica, kjer je 15 let delala kot prostovoljka, zdaj bom preskočil 60 let recimo, da sem te zgodbe našel in sem jih za 10 strani lahko skupaj dal. To so izjemne zgodbe. Če samo teh 10 strani človek prebere, je že sezut. Zelo različne stvari. Do tega, da so recimo v 80-ih letih, ko ni bilo še nekih duhovnih gibanj, društev, skupin, takrat v socializmu to nekako ni bilo zaželeno, ne. Tudi vera je bila bolj, ko ne nezaželena. In oni so v bistvu naredili v okviru ZSMS, to je Zveza socialistične mladine Slovenije, prvo društvo za duhovna gibanja in so se začeli dobivati. Predvsem ženske, ne? Ne, bili so tudi moški. Celo v glavnem moški. Celo tako, no, Ona je bila ena redkih žensk. Tako. In tudi znanstveniki in tako naprej, ne. Se pravi, neka potreba po nečem duhovnem, po nečem presežnem je bom rekel, ob manjku tega, ne, ko so tudi svetega pisma nisi mogel, ne vem, kupiti v knjigarnah takrat, ne. Kaj šele duhovnih knjig, zelo redke so bile, no, tako bom rekel. In oni so se začeli dobivati, ampak ona to opisuje. Oni so bili dejansko prvi. Tako, ne. Zdaj, to je specifično področje, ki ima različne interpretacije, vsak ima svoje mnenje o tem, nekaterim se še danes zdi nepotrebno, eni samo na to prisegajo, skratka, danes imamo cel spekter pluralizacije in tako, ne. Ampak takrat so bili oni pionirji, ne. Ona je potem tudi izstopila iz tega, sezulo me je, kako se je krstila. Jaz sem iz ateistične družine in tudi se ne počutim pripadnega nobeni religiji, ampak spoštujem to in mi je bilo izjemno, kako je vse to opisala. Moram reči, da je bilo to zadnje poglavje, ki smo ga še spreminjali do konca. Oblikovalec Juri, hvala za potrpežljivost, za delo in za te zadnje korekture, ki so bile že čist tik pred tiskom, ampak to je bilo poglavje, ki sem ga čist do konca pilil, ker mi ni vse skupaj stalo pravilno. Danes sem zelo zadovoljen z njim. Skratka, so bili različni izzivi, ampak fasciniralo me je marsikaj. Tukaj ni, ali pa do tega, da sem ugotovil, da je sodelovala pri ustanovitvi 4 političnih strank, od tega 3 zelene stranke. Se pravi, ona je bila pionirka na področju zelene politike. Bila je predsednica gibanja Trst, to je bila mogoče najbolj tista ta prva. Pa junijska lista, pa Junijska lista,
pri Zelenih Slovenije pa največ glasov dobila. In to je zadnjič smo imeli pogovor z Matjažem Hanškom in Dušanom Plutom, jaz sem moderiral pogovor in sta mi povedala, da je bila ona zbrana, določena za predsedstvo Republike Slovenije ob osamosvojitvi in je In to potem... sem jaz prepričala. In je Tina preprečila. Doma so je rekli, mami, polte pa nič ne bo doma. In Dušan je to potrdil, ker je potem on moral iti v predsedstvo. Tako da tukaj so velike, to je bila mogoče ena redkih stvari, kjer je rekla, no bom pa tukaj bom pa zavoro postavila, ker drugače je kar presenečen sem bil, čistko na osebni ravni sem bil presenečen, tudi v tem, koliko, to sem se pa zelo istovetil, sploh to poglavje je trigeneracijsko življenje v stolpnici na Viču. Zato, ker to sem bil zelo presenečen, da so dejansko živeli v enem stanovanju dolgo časa in da je tudi potem živela svojo ostarelo mamo, ki je dopolnila 100 let. Ne. Ker tudi jaz živim pod isto streho starši, pa čeprav sta dva ločena vhoda in poznam malo dinamiko takšnih odnosov. Poznam pasti in poznam, ne vem, koliko je prednosti, ampak pasti poznam. Tako da tukaj sem se jaz našel, ampak vsak se bo v nečem našel. Ona je odkrito govorila o vseh teh stvareh, za današnji čas preveč odkrito, bi jaz rekel. Mislim pa, da je takrat, ko je ona to začela delati, če se ne motim, je bilo to v kolumnah, ki so imele naslov Iskanja harmonije. In da je začela odnose, pa mogoče malo duhovnost, pa tako tam prepletati. To so bile 10 kolumn, vsi so se jih posmehvali, novinarski kolegi so se norca delali, kva zdaj to, ona bluzi, neka duhovnost, neki o New Age, kva se to gre. Ampak ona je to delala zase. In je bilo, skratka, kje sem? Zdaj sem pa zgubil. Smeš preveč povedati, tako da boljše, da končaš. Se opravičujem. Zato ne, da ne bomo vseh skrivnosti razkrili. Ja, tudi. Se hecam. No, ampak, kot veste, je Manca, mislim, da je naredila več kot 1000 intervjujev, čeprav govori ona o tej 1000, ne. Ker se mi zdi tako, Manca je tako mimo gre, da je naredila kakšen intervju, ne, tako, ne vem, si čakal na stranišču, pa hitro ne, s tabo spregovorila, tako skoraj tako malo po intervjuju, tako kot je ona opisala, ne, da bo intervju moj novinarski žanr, sem se odločila že kot študentka na takratni fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Izbrano stalno obliko novinarskega sporočanja sem hotela obvladati celovito, kot praktično novinarsko delo, kot predmet teoretskega premisleka in ne nazadnje, morda celo najprej, kot intervjuanka, ki odgovarja bistveno in hkrati opazuje, kako je spraševana. Ne? To se mi zdi, da je bilo tudi njeno, ta dodana vrednost, ne? Da je bila res v intervjuju, res v pogovoru. Ne? Saj to je tudi eno od dot verjetno življenjskih, da ste se vaju je kdaj silila se pogovarjati? Zdaj bom šla spet v otroštvo, ne, ker je bilo teh intervjujev takrat že zelo veliko in jaz sem z njo hodila naokrog, da in te zanimive ljudi, ki smo jih pol na fotografijah videvala, ne, srečevala in njej so bili, ona je bila odlična novinarka, tudi zato, ker je to delala tako strastno. To je bil skoraj da tudi en erotičen akt pri njej, kako se je pripravila na to, pa ne glede na spol, ali moška ali ženska, ni šlo za to vrsto, pripravila in potem spustila noter v človeka. Njo je to res strašno vznemirjalo in je to zelo dobro delala in na način, da so se ji ljudje odpirali. Tle je bila res mojstrica. Tako da zdaj spet, ker sem jaz to od malega, spravim, če si, ne vem, otrok zobozdravnika, pa gledaš, kako zobe popravljajo, čevljarja delajo čevlje, si to nekako vzel za samoumevno in se seveda tudi kaj naučil iz tega. Jaz sem potem še kaj na faksu bila profesorica, popravljala naloge, po je ona še pogledala. Tako da, ja, sem bila z njo zelo v tem svetu in nimam te kritične tovrstne distance, se mi je zdel to en del nje, ona cela v teh intervjujih. Drugo, kar se mi zdi pa, da je tudi kaj rekla, koga si je ona zbrala, skozi to, da je bila novinarka, je lahko prišla do kogarkoli. In to je bilo tudi nekaj, kar je bilo
zelo zanimivo, ne? Ker je potem lahko se s politikom pogovarjala, z igralcem ali pa z branjevko na tržnici. Njo so vsi ljudje zanimali. Ne? In se mi zdi, da je res bila poklicana v svoj poklic. No, tako, ja. Je bil to klic. Jaz bi mogoče tukaj še to dodala, ne, ko si prej, sem se domislila odgovora na vprašanje, ko si prej vprašala, kako, kaj v bistvu je bilo za naju najbolj presenetljivo v knjigi oziroma kaj mogoče te je tako ponovno navdihalo. In to, kar je zdaj Ladeja rekla, jaz sem spet ozavestila fascinantnost teh njenih zgodb, ki jih je sicer tudi doma delila, ampak to je res tako kot zrak, ki ga dihaš in potem si že malo tako, ne. Ampak zdaj, ko je to tako zbrano in posebej, kakor je danes v času novodobnih medijev stanje novinarstva, a ne, da recimo se vse prepisuje iz STA-ja ali pa, če sploh, ali pa iz družbenih medijev, ne, recimo po njeni smrti so vsi objavljali to, kar smo mi objavljali, ne, ali pa kako pravzaprav, recimo prideš nekam na intervju in bo prvo vprašanje, no, zdaj pa povejte kaj o sebi, ne, in v bistvu je že zelo normalno, da se voditelj ali spraševalec nič ne pripravi, nič ne ve o človeku, ki ga sprašuje. Manca pa piše, kako je, ko je recimo spraševala nekega pisatelja, kogarkoli, kako je šla v knjižnico s kovčkom in kako si je sposodila vse knjige, ker jih je ta človek kdaj napisal, potem si je sposodila vse knjige, v katerih je on pisal, govoril, karkoli, potem je vse to prebrala in kako je to brala, je bilo tudi fascinantno, ker vse njene knjige so bile na specifičen način počrtane in od zadaj so potem izpiski in zapiski in opombe. In po drugi strani, kot je rekla Ladeja, je imela pa izjemno zanimanje tudi za ljudi, na splošno za običajne ljudi, in ko je delala recimo oddajo Moški in ženske, takrat je hodila po Sloveniji in iskala ljudi z zanimivimi zgodbami, tako med ljudmi, na terenu. In recimo je rekla, ja, potem kdo ni bil pripravljen iti pred kamero, ampak potem je ona šla na obisk tej osebi v Prekmurje po 5-krat na kavo, na kosilo, na to, na te, zaradi tega, da je tisti človek potem pred kamero se počutil dovolj toplo domače, da se je odprl, in je bila pravzaprav tudi prva voditeljica tovrstnih pogovornih oddaj, ki so danes zelo, še vedno se delajo po tem vzorcu, ki ga je ona vzpostavila, ampak res se je z dušo in srcem zelo goreče zavzela in posvetila tem rečem. In jaz sem, ko sem bila dojenček, oziroma ko sem bila dojenček še, potem so prišli računalniki, ampak je imela električni pisalni stroj, ki je delal tak, ne. In način, kako sem jaz zaspala, ne, ker dojenčkov spava tisti, kar je poslušal v materinem trebuhu, je, da je kdo tipko zraven, ker to je mene uspaval. In še zdaj včasih, ko slišim tako na kakih posnetkih ali pa v filmih, ta tak, sem Ki moramo eno Eriko kupiti za kakšen rojstni dan. domač zvok. Skratka, ona je stalno tipkala in to ne samo vse te prispevke, ampak tudi gore in kupe pisem, ki bodo šla zdaj sicer vnuku klauzuro, ne, smo se odločili, ker jih nihče ni imel časa toliko presortirati, je pa ogromno intimnih podrobnosti tudi noter. Ampak poleg vsega, kar je ona že itak napisala, vseh intervjujev, vse, je ona še cele noči pisala pisma. Skratka, ona je razmišljala tako, da je pisala, in v času pisalnih strojev je tudi bilo to drugače, a ne, ker nisi mogel tako kot v računalniku zdaj izrezati, pa si moral v bistvu imeti domišljen stavek, preden si ga napisal, in ona je zelo malo popravljala za sabo. Ona je imela celotno strukturo česarkoli že v glavi in tudi zelo je bila ponosna na ta svoj strukturiran matematičen večkrat je poudarila, da je študirala tudi matematiko in fiziko, potem sicer zaključila pedagoško, ampak da je tukaj se naučila tega analitičnega mišljenja, ki je potem tudi v novinarstvu prav prišlo. Tako da zdaj pa predajam besedo naprej. Mogoče še to, prav intervju je pravzaprav nekako pripeljal tudi do tebe, če zdaj rečemo, ne. Eruptivni Vitomil Zupan, Manca se je odločila, da ga želi spoznati, da ga želi intervjujati, in Vitomil je imel sina Martela in zdaj imamo tukaj Tino. Hvaležni, hvala lepa. Bilo pa še posebej, ker Vitomil je bil takrat taka res markantna osebnost, sploh celega jugoslovanskega prostora.
In no, v knjigi tudi zelo zanimivo opisuje, kako je ona delala intervjuje s temi ljudmi, ki ali pri oblasti niso bili zaželeni, recimo, ali pa kako je delala intervjuje z oblastniki, ampak ne na servilen način in da so bili potem te intervjuji brez cenzure tudi objavljeni. Mislim, te zgodbe se mi zdi, da so bile res za mene jih bilo zelo zanimivo brati, ker sem bila takrat, ko so se dogajale, še ali me ni bilo, ali sem bila pa tako premajhna, da bi jih lahko razumela, kaj to pomeni. Ne. Tako da, ja, in z Vitomil recimo ni dajal takrat intervjujev, to je bila ena stvar, druga stvar je pa bila, da tudi če bi ga dal, ga ne bi hotel objaviti. Ne. Ampak potem je pa se odločil, da hoče imeti intervju prav z Manco in takrat je bil v nekem zdravilišču in potem sta si, zdaj ne vem, to mogoče se ti točno spomniš, ampak to je trajalo. Ona je morala k njemu hoditi ne vem kolikrat, da je gospod potem malo povedal. In hkrati je pa ona, ta intervju je tudi objavljen v knjigi Kronologija duha, ki je šla pri založbi Umko, in ga ona zelo mu parira, v bistvu nič se ni ona ustrašila teh velikih duhov, pred katerimi so vsi trepetali. Ona je v bistvu kar jim bila in intelektualno se zelo potrudila, da na njihovem nivoju, mislim, se je prej izobrazila in vse, da je bila na njihovem nivoju in tudi si ni kar nič pustila preveč tako se. Niti si ni pustila reči ne, ne. Zelo težko je ta ne bil. Ja. Ne? No, ampak se je garala in ustrajala, da je dobila. Ne? No, se mi pa zdi, da se tudi knjiga, tako kot mogoče na nek način njeno življenje, to je moj občutek, moje branje, pa na nek način tak pozitiven prelomi po Henryju Millerju, bi rekli, pri njenem usodovcu, Marjanu Rožancu, ki je umrl 1990. In Manca ga je spremljala. In Manca že prej v enih od uvodnih poglavij pove, kako je oče nosil knjige, skozi katere je že se dotikala duhovnega, zaslutila presežnost, ne, celo nuna je želela biti, ne, pa potem reče še dobro, da ne, kaj bi jaz v Boga reva bila brez mojih hčera in vnukov in tako naprej. Stran 43, če vas zanima. Pri tem, da njen oče je bil strikten ateist. Ja. Ampak je pa želel, da razumemo religije, zgodovino in vse to širino in nosil najboljše knjige, recimo, in ta knjiga, ki je bila tako usodna za Manco, je bila od Andreja Žida. Tako je. Ja, Ozka vrata, kjer se ženska zaljubi, pravzaprav ne, se odpove moškemu, ki ga ljubi, zato ker bolj ljubi Boga. No in potem se je pa Marjan Rožan zgodil, ne, in ta njen duhovni sopotnik, prijatelj, in ko ga je spremljala, ko je umrl, se mi zdi, da se tudi njena pot nekako prelomi, pa veliko bolj na pot k presežnemu, oziroma kar naenkrat ni več ali, je samo še in, je, kar je. Skratka, začne življenje, se mi zdi, dojemati na drugačen način. To se zelo čuti v njenem pisanju. Tako se mi zdi, no, ne vem, kako si ti to dojel, Žiga? Jaz sem dojel mogoče na malo specifičen način, ker ni mogoče v knjigi tako jasno prikazan, tako kot sem jaz to doumel, pa bom zdaj pojasnil. Namreč pri 14 letih je bila na prvi naslovnici kot fotomodel. In mladi punci, tako kot tudi sama pove, je to vstopalo v glavo. In do neke mere, ja, ne pa čist do konca. Ona je vedela, da je inteligentna, da je pametna. Ni je vzelo to, ja. In potem je to kar nekaj let delala, potem je bila pa igralka in je pri 19 svetovno zaslovela. Z eno samo vlogo, v kateri ni niti besedice rekla, ker je bil film toliko izjemen. Nastopila je še v 30 filmih, ampak to so bile minorne vloge, mislim, stranske vloge, tudi sama pove, da se ni nikoli počutila zares niti kot manekenka, niti kot igralka. In je vedela, da to ni njeno poslanstvo. Ona je vedela, da bo nekaj drugega in je potem odkrila, seveda se odločila za novinarstvo, ker je veliko brala od malih nog. Odločila se je za jezik, odločila se je za komunikacijo. In v enem trenutku je bilo to že tako nadležno, ta njena javna podoba
te mlade, neumne avše, da je to šlo zelo na živce. Namreč videl sem eno revijo, ki jo je hranila, in v tej reviji je bila karikatura. Na tej karikaturi en moški, gol moški, odhaja iz posle, drug pa prihaja v njeno posteljo. In to je Manca, to je mislim, da srbski ali hrvaški časopis bil. In to je bila napoved za knjigo Seksualne tajne znanih Jugoslavena. To je bilo leta, ne vem, 70. Skratka, njena žensko se zelo hitro je seksualiziralo, tudi danes se, nekatere se danes še celo hočejo, ampak ženska ne more biti in lepa in pametna in nje je šlo potem to zelo na živce. Ko ne, Žiga? Ne, pravim, to je nek družbeni, neka družbena v bistvu Razumem, malo teh. definicija včasih. Ona je potem šla v izobraževanje, v študij. Tudi strogo v intelektualizem, ne, ki ga tudi potem. Intelektualno, ampak ona je bila res nadarjena. Se pravi, njena diplomska naloga je dobila Prešernovo nagrado študentsko. Magisterij. Pa Tinina tudi, ne, Tina? Pa tvoja tudi. Magisterij je bil preveden, mislim, skratka, potem je najdla žanr novinarstva. Ona je akademsko potem presegla večino moških. Na koncu je bila predstojnica katedre za novinarstvo na FDV-ju, ampak tudi borila se je za novinarstvo. Ob osamosvojitvi, to so zanimivi teksti zame bili, ko je ona morala dopovedovati kolegom novinarjem, da rabimo študij novinarstva. So rekli, ne, se bojo novinarji, bojo delali, bojo pisali v časopisih, pa se bojo tako naredili, ne. Ne, rabijo teorijo. To je bilo leta 90 ljudje, to je bilo zanč. In to je neverjetno, zakaj se je morala boriti. In to se je borila in to je dosegla in je poučevala in je današnji novinarji in novinarke ste večinoma njeni študentke in študenti. Še več, uvedla je literarno novinarstvo, kar je bilo takrat sploh nepojmljivo, da kaj boš porabil si novinar, ne? Saj kaj počeš, govoriš o bencinski črpalki ali pa v knjigi, saj to je to, ne? Kaj hočem reči, ne? In ta preskok, se pravi, iz te javne podobe, neke seksualizirane podobe ženske, v to intelektualko, ona je to zagrizla, ker je bilo to za preživetje njene duše. Ona je pač ni bila tisto. Pa čeprav se ni sramovala svoje ženskosti, svojega telesa, celo rekla je, da prsi, ki jih je pokazala v brezi za par sekund, bi lahko še malo dlje trajali, ker so bile lepe prsi. Skratka, ni se bala tega, ampak je pa šla v bistvu, po moji oceni, zelo zavestno v to, da je spodbijala to neko plehkost, ki so jo izražali tisti, ki so jo označevali za plehko. Jaz bi rekla, ker je bilo to vprašanje o rožancu, ne, sicer. Tukaj smo. Da tukaj malo navežem, se mi zdi, da sicer ta odnos z Marjanom, ker takrat sem bila sicer majhna, ampak to kar udeležena, ker sva precej časa preživljali pri Marjanovi družini na Krasu, da je bil to odnos, ki je bil pa zanjo pomemben tudi javno, ker tudi pač skozi intervjuje in tako, ampak predvsem pa odnos, ki je bil zanjo najbolj intimno pomemben, pri čemer intimnost tukaj ne pomeni spolne intimnosti, ampak eros duha in pa nekoga, ob komer se je čutila najgloblje videno, razumljeno in prebujeno v tem duhovno-refleksivnem smislu, tudi v smislu, kar sta z Marjanom delila, je občutek, je v bistvu ljubezen do Boga, ki pa si ga nista predstavljala strogo institucionalno, ampak v smislu globlje duhovne resničnosti, ki človek pripada. In mislim, da skozi te dialoge in skozi to duhovno zorenje z Marjanom v njegovem življenju, potem tudi ob in po njegovi smrti, skozi spremljanje njega, skozi bolezen, umiranje in potem, ko je tudi rekla, da je smrt njena največja učiteljica, ki jo je doživela ravno preko
spremljanja njega, da je bil ta odnos za njo zelo intimno pomemben in tudi je bil, pravzaprav je njegov portret je bila edina slika, ki jo je ona želela gledati, ko je umirala. V hospicu smo morali njegov portret postaviti tako, da ga je ona videla, ker je v bistvu on je obljubil, da ko bo ona umirala, bo pa prišel in jo bo spremljal skozi ta proces. In mislim, da ga je ona doživljala na nekem nivoju kot velikega duhovnega prijatelja in tudi vodnika in na ta način je tudi vzpostavljala še po njegovi smrti to notranjo komunikacijo z njim. O tem veliko piše in mogoče ta zgodba je pač resnična. Po 6 mesecih je prijatelj Marjan shujšal, ona mu je rekla Marči, shujšal do kosti, začel je neenakomerno dihati, izgubljati zavest. Vedela sem, da bo kmalu odšel skozi tista usodna vrata. Šla sem k njegovi ženi na dom, k njej, ki ga je imela najraje na svetu in je imel on najraje na svetu njo. Rekla sem ji, čutim, da bo tvoj ljubljeni kmalu odšel. Predlagam ti, da ga jaz neham obiskovati in ti te dneve izkoristiš, da boš sama do konca z njim, ti in on. Reci, da sem zbolela, da imam vročino, da ne morem priti, da ona pa je tiho, bolj sebi kot meni odvrnila, če bi šlo zame, bi to najraje res naredila. Ampak ne gre zame, zanj gre. On je tako vesel, kadar ti prideš k njemu na obisk. Zato prihajaj še naprej, tako kot vse te mesece, prihajaj do konca. Moje srce je zastalo za hip, tresla sem se, hladilo me je, kot bi se zgodil potres v moji duši. Do poslednje celice telesa, do zadnjega vlakna bivanja sem prepoznala, kaj je to resnična ljubezen. Resnična ljubezen nikoli ne skrbi le zase, ne misli samo nase, ne vrti se okoli jaz, moje. Resnična ljubezen da jaz v oklepaj. In tako naprej in se obrača k ti. Vse te jaz, ti, zan, on so pisane z velikimi črkami, velikimi tiskanimi. To je bilo že v izvirniku tako? Ja, jaz sem načeloma puščal tako, kot je ona zapisovala. Ja. Zdi se mi, da od tu naprej se začne tudi ta zelo pomembna zgodba njena s hospicem. 15 let je sodelovala s hospicem, umrla je v hiši Hospic. Tu bi rada omenila, da je kar nekaj danes tukaj iz Slovenskega društva Hospic, kar nekaj prijateljev, ki jih je Manca imela rada, s katerimi je sodelovala, tako da res lepa hvala. In naj povem, da Ljubljana ima svojo hišo Hospic, za katero se je Manca izjemno borila, katero so sestavljali dobesedno, Mančina knjižnica je notri in tako naprej. No, ampak naj povem, da mislim, da drugo leto, Jani Kramar mi je prej rekel, eden od vodilnih pri Dolenjskem odboru, to se pravi Slovenskega društva Hospic, da bom zdaj jaz prav povedala, da se je zgodil irreverzibilen proces in drugo leto dobimo Hospic, hišo, torej hišo Hospica tudi na Dolenjskem, tamle na Lešnici s pogledom na reko, tako da to so zelo pomembne stvari in Manca je kot, prosim, to je izjemno, jaz mislim, da bi bila Manca presrečna. To bi bilo najlepše darilo za njo, ker se je to pa res želela. Ker se je res želela in borila in tudi ko je hiša Hospic, ki je sicer v upravljanju Ljub Hospica, to sta dve različni stvari, Ljub Hospic je nekaj drugega kot Slovensko društvo Hospic, mogoče čisto toliko, da boste vedeli, zakaj in kako to gre. No, ampak tudi ko je hiša Hospica v Ljubljani začela šepati finančno in tako, čuti se v njenih zapisih, hkrati ta žalost, da se to dogaja, ampak vdala se pa ni. Vdala se pa kar ni. Tudi potem pri svojih osebnih zmagah in nezmagah in tako. Mogoče enkrat mi je rekla, da ne vem, Tina ali pa Ladeja, da je prišla enkrat domov iz hiše Hospica in da jo je ena od vaju jo je vprašala, pa dobro, mami, mislim, Mut, Manca, kakorkoli, kako ste jo klicali? Žvajza. Žvajza, točno. Ti pa Mut, ali kako? Mut pomeni pogum. Tle imamo pa la Mut. Tle imamo pa la Mut, vidiš. Nas je prehitel avto z registracijo Mut, tako da... Manči, vse razumemo. Skratka, kako, da je enkrat rekla, kako prideš, mislim, da si ti rekla, pa Mut, kako prideš vsa sijoča
pa si bila ob umiranju, ob bolezni, ob hudih pričah minljivosti, ne moreš, da se te ne dotakne. Ampak ona je bila srečna, ko je prihajala iz te hiše, od teh presunljivih zgodb, ki jih res berite, spremenijo pogled na svet pa na gube. Ja. Mogoče ne, zdaj, ko smo bili z njo, oziroma recimo midve s Tino, sva bili v hospicu ob njej, sem jaz to razumela. Zato, ker prej je bil hospic zame nekaj pač oddaljenega, ne, jaz nisem prostovoljka, si vzel to kot nekaj zelo lepega, ampak nisi razumel, nisi doživel. In zame je bilo vstopanje v to hišo hospica, kjer je Manca ležala, kot vstopanje v eno svetišče, v eno prav posebno energijo. Ne. In ljudje, ki so tam, način, kako se komunicira, kako besede niso tako pomembne, kot to občutenje. In se nekaj, to pa je bil recimo moment za mene, a ne? Seveda, tukaj se lahko samo nahraniš, ne? To ti ne vzame, to ti da. Tako da razumem, a ne? Zakaj je ona hodila v hospic in kaj je tam tudi dobila. Je dala, ampak je tudi zelo veliko dobila nazaj. Ne? In zato so tako pomembne te hospic kot društvo samo in ta možnost, a ne, da spremljaš svojega ljubega do konca na tak način, to je pa res zame, če je kaj mistično, je pa to eno mistično doživetje, ne, tega prehoda. In to je bil en velik privilegij za naju, mislim, da sva lahko bili, a ne, ob njej. Tako da te stvari, a ne, kdaj daš, pa kdaj dobiš, a ne, to je ena skrivnost v življenju, ne? In mislim, da s hospicom se je ravno to dogaja. Mogoče pa sam nazaj k Marjanu, a ne? Tudi to, kar si rekla, kako se je lomilo, pa kako si ti gledal. Ne? Sem bila takrat že starejša, Tina je bila veliko več časa z njim, ne? Ker sta več preživljali. Jaz sem pa bolj ta ciklus manjšin gledala, ne? Če rečemo do Marjana, pa po Marjanu, tako kar rečemo pred covidom, po covidu. In ravno povezano s hospicem. Manca je bila zelo živahna, radoživa, marsikaj počela, začela pionirsko, ampak je bila tudi zelo ranjena. Ker je bila taka odprta, iskrena na nek način, pa tudi naivna, a ne, in ni bilo vedno lahko. Ne, in tudi vse te številne moški, ta karikatura, ne, jaz kot otrok sem res to doživljala. Mislim, ni bil hec, ne, enkrat en, enkrat drug, tega je bilo zelo veliko. Ampak to je bila v zadnje, pa ni bilo, to nje ni zacelilo. Jaz sem tako razumela, da je to njo ranilo, da se je ona čez to okrepila in še več stvari počela za to, da se je okrepila. Marjan je bil pa nekdo, s komer ni imela to vrstnega odnosa, ampak je bil, kako si ti rekla, nek mistični, nek drugačen odnos z njim in je postal ena metafora. A ne, ker on je živel pol z njo večno. A ne, to se pravi, to je tako kot v romanih, a ne, ljubezen, ki ni živeta v tem smislu fizičnem, in je šel nekako čez in ona tudi z neko oporo na njo. In ko je bila v hospicu, se je meni skozi vrtel film nazaj na njo in na Brezo, sem prav tečnarila vsem. A ne. In sem tudi njej govorila, bodi takšna, kot si bila v Brezi, ker si bila nepopisana, ker nisi bila še tako ranjena in nisi imela vseh teh lok in vseh teh mask, ki si jih je pa morala nadeti, da je preživela. Ne? In se mi je zdelo, da ko je to nekako, tako sem jaz doživljala, v tistem okolju lahko to spustila, je potem se preselila. Lepo. Ja. Bi pa še eno anekdoto povedala, mogoče še malo, da to začutam, ampak ki gre pa zdaj v drugo smer, ampak sva našla Žigatom tudi pismo, ki ga je napisala za njen 40. rojstni dan, kako je ona praznovala 40. rojstni dan. Povabila je Karpota, Ladejnega očeta, Martela, mojega očeta, Marjana in ona je bila. Ja. In so šli na večerjo. Vsi njeni moški. Ja, mislim, oni so se odlično razumeli med sabo in so ga žurali in pili skupaj in vse to. No, in potem je vsakmu tudi dala pismo, v katerem je vsakmu povedala svoje, kaj si misli. In vsakmu je lepo povedala te stvari, ki si jih tudi brala, klene, kako obeh najenih očetov, ne, kako so bile to strastne ljubezni in vse to. Ampak pri vsakmu je potem malo tako zaključila, Karpo, ti si bil moja prva iluzija. Potem Martelu, ja, to je bilo, ampak Martel, ti si bil moja zadnja iluzija. In potem reče, Marjan, ti pa nisi bil iluzija. Ne, tako da v bistvu
kot da je ta odnos, ker ne vemo niti, kako bi se ga poimenovala, ne, doživela kot tisto, kar je bilo zanjo najbolj resnično in najmanj iluzorno. Jaz bi Ker rekel, je da iskala resnico, seveda, ja. ker v bistvu sem predolg uvod imel prej, ampak imamo telo, pa imamo intelekt, pa imamo tudi duha. In tukaj začeli smo pri telesu, potem smo rekli, je intelektualno šla do konca in naprej, ampak z Marjanom je šla pa lahko v duha. In mislim, da je šele tam začutila, da bo lahko tisto telesno manco pa intelektualno manco pustila, pa odložila. Počasi. In v bistvu, zakaj pa je ravno z njim? On to zelo lepo opiše v enem od esejev v knjigi Roman o ljubezni. On je imel ukleščen živc in je bil pol leta na postelji v bolnišnici in je shujšal na 40 kg in je že verjel, da bo umrl. In nekega jutra je to popustilo in je rekel, da se je rodil na novo. In prva knjiga, ki jo je takrat dobil v roke, je bila neka krščanska knjiga. Teilhard de Chardin. Tako. In v bistvu je takrat v bistvu, pa vedeti moramo, kater čas je bil to. To je bil čas, ko intelektualci niso pisali nič o duhovnem, to ni bilo zaželjeno, to ni bilo prijetno videti, če si bil umetnik, da kolega pa kar naenkrat nekaj tam o Bogu govori. Ne. In on je pa potem prvi bil, ki je to brezsramno začel tudi javno zapisovati v svojih esejih, v svojih knjigah. Ne, da je bil on nek zgleden, bom rekel, kristjan v tem smislu, ampak iskal je to vrednoto, iskal ta ideal in on je verjel, da ga je neka višja sila takrat rešila. To je bilo to. Da ni on, niti zdravnik in noben ni tega naredil. Ne? In takrat videl, da je nekaj večjega tukaj v igri, tako je čutil in Manca je potem na nek način tudi duhovno zavetje v tem prijateljstvu našla. No? Tako, to je končanje tiste zgodbe, ki sem jo prej povedal. Ja. Knjiga je izjemno večplastna. Ne? Pač, rekli smo že, da gre kar več linij, tako kronološko kot doživljajsko, skratka tudi in tematsko. Žiga jih mojstrsko preplete, da te knjiga te vleče. Prej si me vprašal, ne, kako se bere. Bere se tako, da jo odložiš, pa moraš nekaj nujnega narediti, pa greš pa hitro nazaj. V tem smislu hkrati pa niti treba razmišljati, čakaj, kje sem že ostal, ker ne, je zelo jasno. Pač meni je to dobra knjiga, da mi ni treba iti nazaj 2 strani brati, da se spomnim, kaj sem brala. No, ampak zakaj to zdaj govorim? Zato, ker je nemogoče vse te teme danes kakorkoli sploh nasloviti, se jih dotakniti. Bi se pa za konec, preden potem vi dobite priložnost za vprašanja, pa dotaknila nečesa, kar se mi zdi zelo pomembno, pa s čimer smo pravzaprav začeli, s tem velikim P, kot pesnica Manca. Tu sta tudi vidva, Žiga, našla eno, že skozi poezijo mistikov, Rumija, Hafisa, potem Lale, ne, ki je bila, se mi zdi, en tak izjemen, čudovit most tudi med vama, Tina boš povedala nekaj o tem, sta našla en skupni jezik, ne? Ena ta pristnost, prisotnost, resničnost, vse te trojnosti duha, telesa, tudi intelekta, kakorkoli. No, ampak kako so se zgodile srčnice in odkot srčnica, ne? Ni rekla, da so pesmi, ampak so srčnice. Odkot srčnice? Ja, tako jih je ona poimenovala. Tudi jaz Oziroma, tako povem. tvoj prijatelj jih je tako poimenoval. En moj Kako je, prijatelj je predlagal ta naslov, je rekel, ne, to niso samo pesmi, to so srčnice. In potem je to kar posvojila, ja. No, kako, ne? Potem vmes so bile še skuštranke, pridemo do tja, ampak Žiga, ta pot, ne, do srčnic, ki se mi zdi izjemno pomembna za Manco, tako ne vem, nekako se mi zdi, da se je kar razsvetljiv obraz, ko je začela pesniti oziroma ko je začela pesniti tako, da to beremo tudi drugi. Kako si ti to doživljal in se mi zdi, da ne, je bilo to res pomembno za njo. Sploh potem, ko je bila prva kritika, ne, ko so jo kritiki tudi opazili, ko je bila povabljena na Prangerne, to se mi je zdelo tako, da je bila res počaščena. Ne. Mislim, da jih je napisala približno v enem letu, no, ali pa v pol leta celo, da je zagrabilo in je to delala.
pred 70. rojstnim dnevom. In želela si je, da izidejo na njen 70. rojstni dan. Imeli smo krasen dogodek takrat. Tina je brala, tako kar nekaj nas je bilo tak intimen, fajn prostor v Ljubljani. Ja, jaz sem bil ganjen, ker sem jih prebral. Ker sem pa ta drugo zbirko 5 let pozneje prebral, sem pa jokal, ker je bilo to ganljivo, to iz neba do dna. Spet so bile samorefleksivne, avtobiografske, ne vedno, ampak vedno pa doživete. Vedno je bilo iz njenega osebnega doživljanja, ampak spet so bili elementi tega avtobiografskosti. Mnogo srčnic je posvetila svojim prijateljicam in prijateljem, sopotnicam in sopotnikom življenjskim. In na en tak krasen način, specifičen. To ni čist klasična poezija. Neža Maurer je rekla, to je super, ker ne boš imela konkurence. Si na nekem polju, kjer nimaš konkurence. In potem je dejansko ena od kritičark zelo lepo to artikulirala. In ja, je pač zaradi tega, ker neke duhovne poezije v Sloveniji, v slovenščini, avtorske, ni prav veliko. Nimamo te tradicije, nimamo te zgodovine. In Manca je tukaj zelo pogumno šla v to in je v bistvu izživela nekaj, kar je celo življenje bila. Ona je vedno ljubila poezijo, vedno je citirala pesnike in pesnice, vedno je brala poezijo in to je začutila. Ja, tako. Jaz bi tukaj dodala, ne, zdaj ste omenila nagrade, pa koliko je pomenilo, ne, ampak da srž teh srčnic je bilo pa tudi zanje v bistvu je vedno opisovala, kot da tudi v samih srčnicah to piše, kot da sliši nek glas notranjega vodstva, ki jo vodi, in je verjela, da so jo srčnice pripravile, prva knjiga, da jo je pripravila na izbruh bolezni. In da je pravzaprav to, kar je bilo narekovano skozi srčnice, morala potem skozi bolezen dojeti v globljem smislu. Medtem ko je za drugo knjigo verjela, da je bila narekovana, da jo vodi skozi proces umiranja. Tako da v hospicu je želela, da ji beremo srčnice, tako da jaz sem bila z njo v bistvu pred zadnjo noč, to je bilo ona je umrla 2. maja zjutraj iz... Ko so goreli kresovi? Ja, to je bilo iz 31. mislim na 1. maj, zunaj so goreli kresovi in tako, jaz sem tisto noč začutila, da bi bila ob njej, takrat je imela tudi, obe sva bile že zelo, ker je imela kar, da je bila prej, pa potem zjutraj prišla, pa potem bila zvečera, ne, jaz sem pa takrat začutila, da bi bila čez noč, ker sem čutila tudi eno zelo, da ima težek del potovanja. In mi je pa že prej rekla, preden je šla v hospic, da želi, ko bo v tej fazi, ker sem jo spraševala, kaj bi brala, bi Sveto pismo ali ne vem, jaz sem imela idejo, da bi mogoče kaj iz tibetanske knjige mrtvih ali karkoli, skratka, ker vemo, da recimo te tradicije imajo, da je zelo pomembno umirajočemu brati, ona je tudi imela teorijo oziroma trdno verjela, da umirajoči sliši in ona mi je naročila, ne, beri mi srčnice, pa beri mi Lalo. Tako da jaz sem mi tisto noč, ker so dovolj kratke, noč je bila pa dolga, sem mi v bistvu vse troje prebrala. In vmes sva še molile, malo po svoje sicer, in sicer vam lahko povem eno priredbo molitve, ki jo je zelo razveselila. Ona je zelo rada si priredila molitve po svoje. In tako recimo nikoli ni hotela reči pri maši, ker je nisem vreden, da prideš k meni, je vedno rekla in to na glas, vredna sem, da prideš k meni. In tako si je malo spremenila. In jaz sem dobila občutek, pač tisto noč sem tudi imela občutek, da bi malo rožen venc molila tam ob njej in tako. In enkrat molim Zdravo Marijo in nekako mi prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri, se mi začne zatikati, ne morem tega reči. In potem rečem, veš kaj, mati, jaz bom to spremenila, prosi za nas srečneže zdaj in ob naši smrtni uri. In ko sem to rekla, se je tako, ni več mogla govoriti, ampak
se je tako zavihali, so se ustnice pa je takole naredila, ker to je bilo njeno dojemanje, kakšno srečo imamo, da smo lahko v stiku z božanskim in da Marija prosi za nas. A ne? In da je v bistvu to, da smo srečneži zaradi tega pomembnejše kot to, da smo grešni, ker nam je to nekako oproščeno z tega vidika Božje ljubezni, v katero je verjela, da je dokončna resničnost. In zato je tudi rekla, mislim, evangelij bi moral biti veselo oznanilo, zakaj se moramo skozi na križ pribijati. Sporočilo evangelija je vstajenje. A ne? Tako da, in zaradi tega v bistvu tudi ni želela imeti potem cerkvenega pogreba, to je izrecno potem naročila, v bistvu v tem procesu je bila potem postala vedno bolj odločna, tako kaj želi in kaj ne, ampak je želela pa, da se prebere njeno pesem Bog obstaja. Ja. Jaz bom pa zdaj prebrala eno od srčnic. Prej si rekel, Žiga, ne, da jih je kar nekaj posvetila svojim ljubim prijateljem, prijateljcem, sopotnikom. In danes je ena od njih tu, Tatjana, doktorica Tatjana Taja Zorko, ki je zelo, zelo bila prisotna, ne, tudi in mislim, da ste bili en tak odličen tim, pa skoraj ni Tatjane ne bi zmogli. Metuljčice smo se pomenovali. Metuljčice, no. In ta metuljčica, ki je ime Tatjana, je tudi plesalka, tako jo je Manca videla. Bila si ustvarjena za nežne gibe, za toplo polaganje rok in milino predajanja. A otroku so nežno stribali z grobostjo, tvoje dlani so priklenili na njihove rane. Nihče ti ni učil resničnega darovanja, le izpolnjevati pričakovanja. Nisi mogla prižigati sama sebe, pojili so te s temo. Nisi mogla vedeti, kdo si in kaj si želi resnična ti. Ko dovolj dolgo boli in se trese stara hiša, hoče duša izkleti v svetu dan. Takrat se začne potovanje ključi. Na tem potovanju krivda bledi, sram pokrijajo rožni cvetovi in strah izgublja moč. Takrat se telo spomni lastnega zapisa in začne plesati. Vesolje utripa v ritmu tvojega srca in ljubezen ogreje roki za dar. To je za Tatjano, ki je danes tukaj. Hvala, Tatjana, tudi za to pot. Mogoče zdaj za konec, kako sta vidve, že prej, ne, samo še to bi mogoče, je bila srečna, ko je postala pesnica? Jaz, ko sem jo na zadnje videla, ne, smo ravno o tem govorili in žarela je, kljub vsej krhkosti, to je bilo že marca 2023, to se pravi. No, meni se je zdelo prav presenetljivo, a ne, kako je takrat, ko je bila poimenovana za pesnico z velikim P, bila vesela, ko je en otrok v vrtcu. A ne. To največje priznanje, ne, tako da nekje v sebi, jaz ne vem, kako močno je to moralo biti, a ne, v njej, da se je tako iskreno otroško razveselila. Mene je zelo presenetilo, zato ker ta diapazon tega nekega veselja nad nečem, a ne, dosežkom, rečemo temu, kakorkoli, je že zelo uplahno, a ne, niso stvari na tak način prevzele, kot jo je pa to. Tako da mislim, da v tem velikem P-ju, a ne, je bila ena velika izpolnitev nje, tako sem jaz razumela. Tina, prav poezija je bila tudi vajen, čisto tisti, če lahko rečem, zadnji most. Laline pesmi si položila v njen grob in mislim, da je bila tudi zadnja pesem, ki jo je napisala, je bila napisana prav za Lalo, ne, njeno sestro. Berite jo prav tako sta to Lalo, ne, kako je že nora od ljubezni, to je tudi vajino delo, tandem Žige in Tina, to je čudovita knjiga, mislim, to, če to nimate, to morate dati darilo vsakemu, ki ga imate najrajši, pa tistemu, ki ga pa nimate, pa še posebej. Res, ker to pa ne moreš biti več, ne, samo lepo ti je še lahko. Za konec, zdaj pa res preden, potem imate še vi možnost vprašanj seveda in ali pa kakšnega spomina. Žiga, Taras Kermauner je bil tudi en tak pomemben človek v njenem življenju in mislim, da je on govoril tudi o tem pomenu spominjanja, ne, da, in pa še drugi avtorji,
veliko krat je Manca, večkrat napiše o tem, da če si brez spomina, si mrtev. Ne? Ali pa če, meni je ena taka lepa misel, da ljudje so tako dolgo živi, dokler izgovarjamo njihovo ime. Prav zaradi vas in prav zaradi tebe, zaradi tega tvojega dela, se bo Mančino ime izgovarjalo, se bo bralo, se bo o njej pogovarjalo. Ne vem, kako, vem, da si zelo, zelo, rekla, nisi prevzeten človek, ne? Ampak a je en delček v tebi, da bi si lahko rekel, da si pa negovalec tega spominjanja za njo, ne, s to knjigo. Si kdaj razmišljal o tem? Veš, koliko je spomin pomenil, ne? Spominjanje na nekoga. Ja, seveda sem zelo ponosen na to knjigo, ni dvoma, ampak nujno moram povedati, ta knjiga je sestavljena iz približno 500 odlomkov. To so odlomki, ki jih je ona napisala bodisi svojim dopisovalkam in dopisovalcem, ki so išli v 7 knjigah epistol, bodisi iz kolumen, ki jih je pisala kar nekaj let in so tudi v 4 knjigah izšle, bodisi iz intervjujev, ki jih je dala novinarkam in novinarjem, praktično v vseh slovenskih medijih, tudi tistih, ki jih mi tukaj vsi skupaj zbrani ne bi vseh znali našteti. Do poslovne sekretarke, do slovenske vojske, ja. do najbolj obskurnih tako, mislim, zbornikov za neke seminarje in tako naprej. Neverjetno število različnih sogovornic in sogovornikov. Brez vseh teh ljudi te knjige ne bi bilo. To je knjiga citatov. Sej preden sem sploh začel sestavljati, sem mogel najprej razmišljati, a mi to sploh lahko naredimo. A je to pravno sploh v redu. Ampak načeloma je, no, pravice za knjige so potekle, intervjuji so nekaj, kar lahko citiraš, vendarle so to njene besede in če pač kratke odlomke vzameš, je to v redu. Ampak brez vseh teh ljudi, in tukaj moram reči hvala vsem, ki so kadarkoli z njo komunicirali, to je ostalo zabeleženo, z razlogom. Oni vejo zakaj, ona je vedela zakaj, te stvari je bodisi shranila ali so pa bile v knjigah objavljene, v časopisih, tudi mnogo knjig še iz preteklosti sem moral poiskati v Narodni in univerzitetni knjižnici, tudi tam so mi zelo veliko pomagali. To je res kolektivno delo. Jaz sem bil tukaj samo nek prevodnik, nek medij, nek montažer, nek organizator vsega tega. Sicer sem napisal vezna besedila, da sem kontekstualiziral, da sem poglavja določil in tako naprej, mislim, okoli 20 ali koliko poglavij je, ampak to je res mnogo, to je na stotine ljudi tukaj notri, vpletenih v to zgodbo. Ne sem tistih, o katerih je ona govorila, ker jih je ogromno omenila in se mi je zdelo prav, da ne pišemo na koncu tega seznama imenskega, ker je to knjigo res treba prebrati. To ni navadna biografija, faktografska, ki jo odložiš in jo niti ne prebereš, ker je suhoparna. To je živ jezik, živa zgodba, ki gre malo naprej, malo nazaj, ki te skozi drži v neki območju zanimivosti. Skratka, in tukaj moram še reči, hvala založbi. Tudi založba Goga. Ki jo je Manca zelo izbrala. Manca jo je izbrala, ona mi je, ko je rekla, da naj naredim to knjigo, je rekla, naj bo to založba Goga, ker se je z urednico Jelko Ciglenečki menila že za eno drugo knjigo, pa potem je zmanjkalo časa, pa je potem rekla, ko me je poklicala takrat, da želi, da pri tej založbi. In moram se zahvaliti celotni ekipi, Mitja, Helena, Jelka, od Juri oblikovalec, Liv kot PR-ovka in Ivana, do lekture, do vsega, no, so krasno sodelovanje. Skratka, to je res eno kolektivno delo. In zdaj, jaz sem zelo ponosen na to knjigo, da ne bo, to je največja stvar, ki sem jo naredil in verjetno tudi ne bom nič večjega več naredil. No. Ampak, ne. Imaš še nekaj Mančinih knjig drugače za urediti, to veš? So že urejene. Jaz sem 4 knjige hkrati urejal. Ta je prva, ampak ta je glavna. Namreč nisem mogel teh 2000 datotek prebrati 3-krat, ampak sem moral v enem, bom rekel, v eni rundi, v enem postopku vse narediti. Tako da sem potem zbral še njene eseje skupaj,
pa potem vsi razni kratki odlomki, citati, ki so se mi tako zdeli, to je pa lahko že samostojno, en stavek, ena poved ali pa dva stavka skupaj, pa smo tudi to že pripravili. Skratka, bojo še 2 do 3 do 4 knjige, ampak ta je osrednja, ta biografija, to je veliko delo, ne zaradi mene, zaradi vseh upletenih in zaradi Mance predvsem. Tako da to je res njeno delo. Sem hotela dodati nekaj, Žiga. To si zdaj tako lepo povedal, ampak mene pa impresioniralo to, kako je ona tebe izbrala, ker mi dve s Tino nisva čisto dobro razumeli, kaj ona imela v mislih Žiga. In drugo, za vse nas, kako pomembno je v teh kreativnih procesih, da se najde pravi tandem. In mene to izjemno, kakšen tandem sta vidva z Manco posthumno. To je pa sploh edinstveno, da ti z nekom, ki ni več fizično tukaj, uspeš ta kreativni proces peljati. Tako da mislim, da o tem bi lahko tudi kakšno knjigo napisali, Žiga. Bil je trans, to sem nekako delal 3 mesece in bil sem v popolnem transu. Moral sem še vse drugo v življenju speljati, ampak to mi je zatreslo življenje do korenin. In bil sem v transu, ker enostavno nisem smel spustiti vse te glomazne vsebine iz svojega kratkoročnega in srednjeročnega spomina. Zdaj sem že veliko stvari pozabil, na srečo, že praznem spomin za nove izkušnje življenjske, ampak to leto je bilo res posvečeno temu in nekaj mesecev sem bil v totalnem transu. Sploh nisem, jaz ne vem, kako sem to sestavil, ker to so bile odločitve, vsaka stvar, ki sem jo prebral. Saj nisem počas bral, saj sem mogel kar hiter, ker je bilo tega veliko. Ampak hitro sem videl, to je autobiografsko, o čem govori? O Marjanu, to gre k Marjanu. O čem govori? Tako da sem moral ločiti, fokus, osredotočenost je bila to, a je autobiografsko ali ni. To je bilo glavno vprašanje, ki sem si ga ob vsakem tekstu zadal in sem samo to iskal. Tako da sem potem, mislim pa, da se je lepo posrečilo. Danes sem prebral en odlomek, pa ravno o tem srečanju z Marjanom, 2 strani sta. In sem ugotovil, sem šel gledati v zadnji, ker so vse opombe, nekaj več kot 500, ker sem vse vire napisal. Se pravi, pri vsakem odstavku piše, s kom je bil ta intervju narejen, ali pa kjera kolumna je bila to, ali pa iz kjere knjige, s kom si je to dopisovala. In sem potem v bistvu v zadnji je pa teh 500 opomb. In sem videl, da je ta srečanje z Marjanom sem iz nekih 6, 7 kratkih odstavkov sestavil. Bere se, kot da je to ena pripoved. To se ne bere, kot da je to 6 različnih vtisov bilo. Ne, to se bere kot ena pripoved. Jaz ne vem, kako sem to sestavil. Ne bo ta trans do konca življenja, ta trans lepote, veselja, res čestitke tudi, mislim. Jaz moram reči, da zdaj zadnje 14 dni, ko sem brala na printih, pravzaprav na tiskovin, mislim, tiskano, je bila Manca veliko z mano, ne vem kako, tako se mi zdi, da je, čeprav je ni, ne vem, verjetno tudi vi se tako počutite še vedno, ne vem, Tina, nobene te neke, sama pretočnost, to je bila vajina podarjena beseda, ob koncu prehod, pretočnost. Tina, nekaj si hotela reči? Da, ravno par dni nazaj sem bila s prijateljico Katjo Šulc na pijači, pa je Katja tako super povedala za to knjigo. Je rekla, Manco pogrešamo in to bo zdaj tako, kot da greš na kavo z njo, pa se pogovarjaš z njo o tistem, kar te najbolj zanima. Ja, prav njen glas je slišati. In zadnje vprašanje, bi bila Manca zadovoljna? Ali je Manca zadovoljna, bom prav vprašala. Ja, kar vpraš, ti si novinarka. Ja, mislim, jaz že vem, kaj meni pravi, kaj vam pravi. Vsakmu posebej povedala. Vsakmu posebej pove. Ona bi rekla, naj se vam odpre in tam bo odgovor. Po oraklu, ne? In tudi ko jo lahko bereš to knjigo, ne? Žiga, kaj misliš, kaj Manca prav? Vem, da ti ni za ti, ampak vseeno. Jaz sem želel, da je to knjiga po njenih principih, je en princip, ki ga ves čas ponavlja, je tako zunaj kot znotraj. Enako lepo zunaj kot znotraj. In tukaj zato sem tudi hvaležen res založbi, ker je prisluhnila nekim mojim predlogom, kako tehnično pristopati. Mene je knjiga čudovita. Jurijo je čudovito oblikoval.
fin papir je, topla je, jaz mislim, da je dostojna Mance, glede na tudi po tehnični plati tako. Jaz sem želel, da je na vseh nivojih in jaz imam dober občutek. No. In Ledeja, ti se točno spomniš, kakšen je bil ta puloverček oziroma ne? Ja. To je bila na zadrgo taka jopčka s kapuco iz froterja, temno modra z belimi črtami, zelo mehka. In se zelo spomnim, ko je snemala ta film Sreča na vrvici, jaz sem bila stara 8 let in seveda nesmrtno zaljubljena v Matjaža Grudna, ne, ki je igral glavnega fantka lepi belolasi. in Manca je bila lahko tam zraven in jaz sem lahko prišla gledati snemanje. Zato točno vem, kakšna je bila ta jopca. No, tako. Zdaj pa ste na vrsti vi. Kakšno vprašanje, kakšna misel, kar izvolite. Aha, ja, jaz ga ne dam. Saj drugače pa ostanete pa glasno poveste to. Manca ne bi imela nič proti. Ne bi bilo pa všeč, da nič ne vprašate. To pa ne gre skozi. Bi pa rekla, mogoče je bilo pa že kar dosti. Dosti, ja. Njeno Že tiste je bilo raj motor, kratko ja. in sladko. Ja, bi bo hmalu amen, ampak še ni. Dober večer. Dober večer. Moja Manca se poznava 60 let. In danes ste tako lepo praznovali njeno večnost, njeno mističnost, njeno posebnost z milijon talenti. Velikokrat smo se primerjali z njo, pa smo segli do prvega gležna. Učila nas je nekaj, biti prijatelj, sodelovati. Nikoli ni imela nekega ponosa na to, da ima toliko talentov. Nasprotno, raziskovalka, velika mati, svojo mati je do 100. leta urejevala, je bila prijatelja, včasih tudi malo razjezila in pa ves punčke, Tino sem videla v košarci, tako da če 10 knjig napišete, jo ne morete predstaviti. Naj bo v naših spominih. Hvala lepa. Lahko tudi kaj vprašate? Aha. Jaz bi se pa vsem zahvalila, da ste prišli, da ste slišali tako veliko zgodbo resnične žene, matere, Slovenke, pesnice, vse v eni osebi. Meni se zdi, da ta oseba ne sme zginiti nikoli iz našega naroda. Če pa pomislim, da je nekje ena pričevalka hospica v Sloveniji in da tukaj se šele prebujamo. In z ozirom na to, kar se dogaja z ljudmi na odhodu, je ona tudi velika pričevalka za življenje. In hvala vam, da ste prišli, da spoznavamo še ta lik našega telesa, da tako rečem. Jaz se ji pa zahvaljujem za poezijo, ker sem bila zvesta v tem, kar je ona kot pesnica pisala. Vendar, kar je napisala, je bilo enkratno in za vse. Tako. Najlepša hvala. No, gospa se je, kar izvolite. No, se pol se začne dogajati, veste. Kdo? Aha. Manca je imela pristop, da se je zelo rada se udeleževala tudi dogodkov in potem, če ni nihče nič vprašal, je ona vprašala, kaj pa jaz vprašam, pa se vsi začne. Tako da tudi mene je vzgajala, če kam greš, najbolj grozen je, ko si na odru, ko reče so kakva vprašanja, pa mrtvoudno v publiku. Ne, nekaj vpraš, karkoli. Ja, jaz moram dobiti enega takega agenta, ki ga bom vsakič takole, da prvič vpraša. No, saj v Novem mestu vas je kar nekaj, tako da je čisto v redu. Izvolite. Ja, hvala. Jaz sem Manco spoznala v bistvu skozi mojo staro mamo, ona je bila velika oboževalka.
Hkrati sem pa imela možnost Manco spoznati tudi osebno, prek delovnega mesta, tako da sem lahko spoznala tudi njeno poslovno plat, kako se je znala dobro predstaviti. Tako zelo lepo sem lahko se zelo povežem s to pluralnostjo, ki ste jo vi tudi omenjali že zdaj tekom tega dogodka. Imam pa eno vprašanje, in sicer moja stara mama jo je predvsem cenila zaradi te duhovne naravnanosti in sem potem v mesecih po Mancini smrti sem dejansko na YouTubu sem si pogledala vse, kar je. Pa me zanima, omenjali ste tega gospoda Marjana, jaz ga ne poznam, kaj pa pater Karel Gržan? Karli. Spomnim se, da sta imela z njim nek dogovor, da se bosta kot pač opozorila na smrt ali nekaj takega. Je to tudi mogoče v knjigi, oziroma kakšna je bila vaša izkušnja tega? Vse to je v knjigi. Ja. Vse to je v knjigi. Zelo dobro je to njuno zgodbo opisala, ker ona se je dopisovala z njim kar nekaj let. To so, mislim, da še edina pisma, ki jih jaz imam doma. Jaz imam čist malo dokumentov, ki jih moram še dati Narodni in univerzitetni knjižnici, ampak tudi potencialno zato, ker bi mogoče neka knjižnica, smo razmišljali, lahko išla iz tega. Jaz mislim, da je bil Karel Gržan njen prvi temeljit dopisovalec. Mislim, da ima mene 12 pisem v obe smeri doma. To je Rafka Vodeba, verjetno. Karel Gržan. Jaz sem pa jaz pri Rafku Vodebu. Zelo zanimiv lik v knjigi. Lik v knjigi, o katerem boste lahko brali, no, ampak Karli je izjemno. Karlu Gržanu tudi. K njemu je pa hodila vrsto let na duhovne vaje v tišini. Tudi je on v knjigi. Veliko tega duhovnega je v knjigi. Marsikaj pa tudi ni, kot sem rekel, ta pisma, pa ne samo to, 3000 pisem smo dali Narodni in univerzitetni knjižnici, ki jih je ona dobivala in hranila od malih nog. To bomo dali za 25-30 let v klauzuro, zaradi tega, ker so to osebne zgodbe neznanih Slovenk in Slovencev, pa tudi znanih Slovenk in Slovencev. Pa tudi njena pisma, se opravičujem, ki jih je z indigo papirjem tipkala na papirje, cel pok teh njenih pisem, tega ni v knjigi, nič od tega. Knjiga ima to, kar je bilo objavljeno. Tisto, kar pa ni objavljeno bilo, je pa zaenkrat in bo vsaj še četrt stoletja ostalo neobjavljeno. Tako ostane, no. Jaz bi temu dodala še to, da po njeni smrti se je zelo začelo tako interpretirati in prisvajati že njena stališča, njeno mnenje in tudi so se različni recimo spori vneli, ne. Recimo parkrat sem zasledila kakšne komentarje na Facebooku, kjer je nekdo gorečno napisal, ja, ampak ona je bila kristjanka, torej bi ona trdila to in to in to. Ampak ona nikoli ni dogmatično trdila to in to in to in je tudi en fin odlomek, mislim, sploh se pa stališči katoliške cerkve večinoma ni strinjala. Kot institucije, ja. Kot institucije, ne. Tako da ona je verjela, da ima neposreden stik v bistvu s Kristusovim izročilom in tako. In je pa tudi en odlomek, ki me je pa zelo nasmejal in piše, kako je, ko je bil popis prebivalstva in nje ni bilo doma. In so prišli domov in je kar njen oče, ki tudi napiše, je čisti ateist, je izpolnil še za njo in je napisal, da je rimokatoličanka. Ampak je ona ga potem kregala, zakaj nisi še vseh ostalih verstev odkljukal, ker bi bilo enako točno. Ker to je menda tako na Japonskem, da ko je popis prebivalstva in je treba povedati veroizpoved, je ta procent vedno višji, kot je število prebivalcev, ker se izrekajo za različne. Recimo so budisti, ampak so tudi šintoisti, pa so tudi tako. In tako je tudi ona verovala, da so to različne poti, ki vodijo k veru, k božanskemu in da je vse cenila in je zelo bila tudi, ne bom rekla, zelo je bila zavezana tej svoje odprtosti in z velikim veseljem prebirala svete knjige z vsega sveta, ampak kot pravi, ne, pa za svojo izročilo, zaradi vsega tega podobja, kulture in tako, pa čutila krščansko izročilo kot nekaj, v čemer je najbolj doma. Apropo, mogoče še
Patru Gržanu, doktorju Karlu Patru Gržanu, ona ga je vedno klicala Karli. Jaz se spomnim ene prigode, ki je Karli razlagal, preden je prišel na enega od hospic kafejev, sta se pogovarjala in sta se nekaj začela v tej dvojnosti, moje mnenje, tvoje mnenje, in ga je Manca, ne Karli, midva pa ne bova tekmovala. In se mi zdi, da je Karli na nek način morda začel polniti mesto Marjana. Ne vem, zakaj sem dobila tak občutek, ampak ob Karliju je bila ona, se mi zdi, tudi čist resnična, čist prosta. Ne vem, tako vem, da se imata neskončno rada. Tudi Karli je, še vedno v njej govori, kot da je tukaj. Tako da ja, Karli je bil zelo pomemben in je zelo pomemben. Tudi za vse nas, ker to je tudi ena čist posebna oseba, ta naš pater. Zdaj bom pa jaz rekla počasi lahko noč in res srčna hvala. Danes je seveda knjiga na voljo, tu imate 3 podpisovalce, ki bodo napisali kaj v knjigo, verjamem. Knjiga je danes tudi s popustom, ne me spraševati za številke, ki niso pomembne, ker to je knjiga, ki sploh ni pomembna, kakšna je cena v resnici. Zakaj? Mogoče tudi zato, kot napiše Manca, in je ta misel je tu na platnici, skrivnosti. Nočem jih imeti, čeprav jih znam obdržati zase. Želim živeti odprto, transparentno življenje zato, ker mi tako odteka najmanj energije. Praktično je pa tudi znala biti. A ne? A smem jaz za konec samo še eno kratko anekdotico povedati? Skoraj ne mine dan, da ne srečam človeka, ki me ne ustavi in pove kako zgodbo z Manco. In par dni nazaj sem bila na Rožniku in me ustavi in zaslišam, če od Mance Košir! In to je bila tudi ona zelo je rekla, kadar je ta Manca Košir, je imela različne pripravljene scenarije, kadar se ni ljubila, je rekla, ne, jaz sem njena sestrična, kadar pa in pa je imela različne take odgovore, odvisno od navdiha, kako se je na to odzvala. In mi pravi ta punca, joj, vam moram to povedati, jaz pa tako občudujem Manco in potem zgodba. No, ampak jaz jo tukaj točno na tem vogalu sem jo srečala na Rožniku in se rekla, Manca Košir! In je ona dostojanstveno se ustavila, me pogledala in rekla, ena in edina. Amen.